umetna čustva vedno nastanejo kot izpeljanka iz naravnih. To so vsiljena čustva, ki so predana s strani staršev, okolice ali nastanejo med primerjavo z drugimi ljudmi in v osnovi niso resnična. To je pa fora. Umetna čustva v osnovi nimajo nobene realne energije v ozadju. In kot takšna, zaradi tega niso povezana v vaše fizično telo. Ampak so psihična, psihološka čustva so, umska čustva, če bi lahko temu rekli. Kljub temu, da jih čutimo v telesu, niso ožičena biološko v telo. Naravna čustva so biološko ožičena v telo. Teleso so znana, telo se dobro odziva na njih, telo se prilagaja na njih. Naprimer, čustvo jeze. Čustvo jeze je naravno čustvo. Ja? Vam bom tudi pa kasneje razložil več o njem. In v tistem trenutku, ko človek postane jezen, telo točno ve, kaj mora narediti. Aha, rabimo dati več energije v mišice, rabimo napolniti mišice s kisikom, zaradi tega rabimo inteligenco povečati, rabimo narediti en proces, da bo človek na prav način jezen. Kaj je pa čustvo ljubosumja? Čustvo ljubosumnosti je umetno čustvo. In ko ga človek začuti, telo ne razume, kaj za vraga naj dela s to energijo, ker ni ljubosumje ožičeno v telo. In zato ljudje toliko za vraga težko ljubosumje razrešijo. Ker ga telo ne prepoznava, telo niti ne ve, kaj naj zdaj z biološkimi procesi naredi, kristali v telesu niti ne vejo, kam se naj zdaj levo, desno, kaj zdaj moram biti jezen, ali te moram imeti rad, ali zdaj imam jaz tebe rad, ali te sovražim, kaj za vraga ljubosumje. Je pa ustvaril neko matrico v glavi, neko energijo ljubosumnosti in zdaj telo pojma nima, kaj naj s tem naredi. Razumete, kaj je fora umetnega čustva? Ni povezano v biološko telo. Ni konektano v biološko telo. Zato mi toliko težko razrešujemo umetna čustva. Naravna pa takole. Da vam več zdaj razložim. To sem vam tudi konkretno veliko o tem napisal, da boste vedeli, o čem govorimo. To so, umetna čustva so vsiljena čustva, katerih telo ne razume, ne šteka jih, ker so naknadno bila ustvarjena. Telo in možgani nimajo spomina o teh čustvih, zato jih ne razumejo in jih posledično izjemno težko razrešujejo. Zato jih človek tako težko predeluje in se tako dolgo ukvarja z njimi. In ta čustva so glavni balast modernega sveta. Glavna težava modernega sveta so umetna čustva. Ne naravna čustva, umetna čustva. So težava večina ljudi. Primer. Umetno čustvo pri človeku je ljubosumje. To je umetno čustvo. To je vsiljeno čustvo, ki nima nobene zveze z njegovim osnovnim obstojem na planetu in dušnim poslanstvom. Tvoje dušno poslanstvo je, da si pevec. Ne vem, rečemo. Kaj za vraga ima ljubosumnost veze s tem in kaj sploh ljubosumje je? Ok, psihologi pravijo, da je ljubosumje občutek strahu, da bo izgubil nekoga, eni pravijo, da je to ljubezen, da moraš biti ljubosumen malo, če imaš partnerja res rad, eni pravijo, da je to strah, da boš nekoga izgubil. Kaj za ljubosumje? Ko vi pogledate v osnovi, kaj sploh je ljubosumje, vam ne znate odgovoriti. To se je kar nekdo zmislil, tam neko energijo, da to je zdaj ljubosumje in to zdaj moraš ti imeti. Duša je pa čisto zmedena ob tem. Kaj? Do koga moram biti zdaj ljubosumna? In se ustavi manifestacijska energija. Drugo umetno čustvo, oziroma drug primer je sovraštvo. Umetno čustvo je sovraštvo. Človek je edino bitje na planetu Zemlja, ki goji sovraštvo. Edino. Poglejmo na primer naravo. Imamo leva in antilopo. Morate vedeti, da to je zelo brutalen proces med njima. Lev pride do antilope, je fizično pregrizne vrat in jo požre. To se pravi, če že ima kdo na tem planetu, ker vam nihče ne bo pregriznil vratu in nihče vas ne bo živega požrl.
To se pravi, če že ima kdo pravico na tem planetu, da sovraži koga, je to antilopa leva. Ne? Ne, antilopa leva ne sovraži. In lev antilope ne sovraži. Ne antilopa leva zaradi tega, ker jo hoče pojesti, in ne lev antilope, zato te bom požrl, ker te sovražim. Ne. On uporabi antilopo in jo poje, zaradi tega, ker je to naravni cikel v naravi, in ni nobenega sovraštva. Ne? Ni tega, v bistvu, da lev gleda antilopo in reče, pila si iz mojega napajališča, tam je moja voda in ti si pila iz mojega napajališča in jaz te sovražim, v lifeu ti ne odpustim tega, upam, da crkneš. Lev nima tega. Lev nima te energije. Razumete? Pri sovraštvu, tukaj se ne gre za uničenje, tukaj se gre, da je uničenje naravni del procesa in antilopa v neki točki umre. In to ni tisto, kar ruši ravnovesje v naravi. In to ni tisto, kar dela probleme in karmo. Ne ta naravni proces. Ravnovesje ruši uničenje, ki prihaja izven serijsko iz balastnega in umetnega čustva sovraštva. Noben lev ne poje antilope, ker jo sovraži. Ljudje pa ubijajo ljudi, ker jih sovražijo. Ampak kaj je sovraštvo? Sovraštvo ni resnično. Ne obstaja. Mi smo ga ustvarili z svojimi psihami, z svojimi razmišljanji, primerjavami, kategorizacijo, nadvladovanji, občutki več vrednosti, pogojevanji smo ustvarili neko čustvo, ki ga nobeno drugo bitje na svetu ne čuti v sebi, razen mi v naših twisted mindih. Sovraštvo. In da smo rekli, to je to. In zdaj naprej mi sovražimo, kot človeška vrsta sovražimo. Razumete? Tako to je ful zanimivo. Ne? In zdaj pozorno prisluhnite. Imamo umetna čustva in imamo naravna čustva. Še enkrat, katera so naravna čustva? Veselje, strah, jeza, ambicioznost, strah, žalost, ljubezen. Zakaj so to naravna čustva? Vsa bitja na tem planetu jih čutijo. Veselje. Opici, ko daš banano, je vesela. Ljudje, vesela je. Ko jaz Arturju, ptiču, doma dam sončnično seme, on je vesel. Ko jaz pobožam rožo, a vi veste, da roži dvigne se aura, v tistem trenutku, ko jaz pobožam ali pa lepo nagovorim, ali pa ko delfino v vodo vržeš ribo, on je vesel. Eni celo zaploskajo. Strah, srna, ko začne grmet ali pa tornado pride, srno postane strah. Ptiči se pokrijejo svoje mladiče, ker jih je strah s perjem. Drevesa zaprejo svoje prašnike, zaprejo svoje liste, zaradi tega, da se obvarujejo in se zmanjšajo. Strah je naravno stvar. Dojenček se rodi, ima strah pred padcem, ima strah pred močnimi zvoki. Razumete? Ambicioznost. Vsaka energija na tem planetu ima ambicijo. Človek ima ambicioznost, to mu je naravno čustvo, zato da uresničuje življenjsko poslanstvo. Drevesa, zakaj mislite, da drevesa rastejo? Ker so ambiciozna. Drevo se rodi in želod ima zapis, da bo zrastel do 20 metrov višine. Ja, kaj ga žene do 20 metrov višine? Ambicija. Drevo raste, ker je ambiciozno. Zakaj bober gradi sebi zaklonišče? Ker ima ambicijo, da bo imel bolj varno življenje. Saj bober lahko spi na bregu na reki. Ne, on hoče luksuzno spati, zato si zgradi hišico iz vej. Ambiciozen je. Razumete? Vsaka stvar, žalost. Saj, če boste zelo šli v gozd, pa srni ustrelili srnjačka, bo žalostna. A ste videli živali, ko jokajo, ko jim odvzameš mladiča, ali pa so žalostne. Žalost je del procesa, ti umre babica, si žalosten, se partner zapusti, si žalosten, ali pa jezen, ne? Odvisno zdaj. Kaj je bil razlog? Ne? Ljubezen pa itak vidite na tisočih koncih naenkrat. To so naravna bitja. Naravna čustva, ampak a ste videli kje, da je žolna ljubosumna? Ne. A ste videli kje, da žival sovraži? Ne.
Zelo redko. Lahko žival sovraži. Zdaj meni vodnik popravo. Žival, ki je izrazito prevzela čustven sistem in osebnost svojega lastnika, lahko začne kopirati lastnika, če lastnik sovraži. Tako da, če imate kretenskega psa, ki sovraži, ja, imate najverjetneje lastnika v zadju, ki ga je tega naučil. Tako da, to je to. Ok, tukaj imate sovraštvo, ne? Je primer umetnega čustva. Zdaj pa gledajte, zdaj pa zelo dobro prisluhnite, ker to je pa zdaj kor tega, kar razlagam. Okay? Če vi želite od kristala z energijskim delom dobiti maksimalno zdravljenje, se morate frekvenčno ujeti s kristalom. Okay? Frekvenčno se morate ujeti s kristalom. Namreč, kristali prevajajo samo naravne, resnične energije. In del naravnih energij so tvoja oziroma vaša naravna čustva. Ja? Kristal kot naravni prevodnik, ko govorimo o naravni energiji, ki prevaja naravne energije, ne more prevajati umetnih energij, pod katere spadajo tudi umetna čustva človeka. Ok, recimo sovraštvo, pretvarjanje in tako naprej. Kristal ne bo lovil umetne frekvence, ljudje. Ni pogojev, da vam bo to delal. Ne bo lovil nikakršnih energij, kot so ljubosumje, pretvarjanje, nesmiselni strahovi, vloge žrtev, ko jih imajo ljudje. Nič od tega vam kristali ne bojo zdravili. Preveč so močni za to nizko energijo. Namreč vsa umetna čustva, in sem vam v nadaljevanju vam jih bom razložil, iz kje izhajajo in katera so, smo se ljudje priučili z nekimi hologramskimi podobami v tem svetu, smo mi kar to malo ustvarili v glavi. Kar malo smo ustvarili v glavi, kar neke matrice v tem svetu. Kar nekaj smo si izmislili. Kar iz nekje smo potegnili dol v človeškem svetu. Ste že opazili to, da imajo ljudje v glavah kar neke ideje, kaj neki je, kako je in neke občutke, ki živimo v Bogu niso jasni, iz kje za vraga to prihaja. Narava po drugi strani, katero pa kristal predstavlja, je pa 100% resnična. To, kar vidiš pri naravi, to dobiš. To, kar vidiš, to dobiš. Dobenega pretvarjanja, dobenih čudnih iluzij, nobenih manipulacij. To, kar vidiš, to dobiš. Žival, če je jezna, te bo ugriznala, če je prestrašena, se bo umaknila, če je vesela, ti bo pomahala z repom, če je žalostna, se bo umaknila pa gledala nekam ven. To, kar vidiš, to dobiš. Ko ti pogledaš žival, rastlino ali karkoli druga, se ti nikoli v lifeu ne rabiš spraševati, v kakšnem čustvenem stanju je ta zadeva. Vidiš takoj, samo ljudje imamo na voljo tisoče različnih umetnih verzij sebe. To se pravi, naša naloga zdaj je, oziroma vaša naloga, kakorkoli je, da se v sebi naučite prepoznavati naravne občutke in glede njih gojiti naravne misli, ter prepoznati občutke, ki so umetni, in prepoznati, katere misli so umetne in katere jim prepadajo. To je ključno, kar rabimo na tej fazi ljudje začeti delati.